mislim, da je zato dober, ker s pomočjo tega naslova dosežemo, da mladi ostanejo na takem predavanju, ker jih gotovo zanima, kaj smo se mi, kakšne strategije smo obrali, da bomo pač res pravilno organizirali obrambo odraslih proti mladini. Ta stavek je seveda provokativen. Mark Twain ima kakšen tak stavek, s katerim ljudi prebuja in še kako drži. Jaz mislim, da če bi se večkrat zavedali, da imamo pač do mladih vsi določeno odgovornost in določeno vlogo in če bi zaupali starši šolnikom in tudi šola staršem, da bi bilo mladim lažje. Velikokrat seveda mislimo, da morajo biti mladi naši prijatelji, ampak mladi imajo sami svoje prijatelje in ne mamo, ne očeta, pa ne učiteljice ne rabijo za prijatelja. Včasih seveda kakšno učiteljico, še posebej v osnovni šoli, rabijo kot za drugo mamo, ampak v glavnem jih pa rabijo za avtoriteto in za zgled. Se pravi, prijatelje pa zbirajo med sabo in tega se moramo zavedati. Ko postanejo starejši, ko tista pota odraščanja prebrodijo, s katerimi se tako badamo starši kot sami mladi, pa niso ravno najbolj enostavna, potem se lahko začnemo pogovarjati tudi o prijateljstvu. Ne, če bi zdaj, s kakšno mamo govorim, pa ima 16 ali pa 17-letno hčerko, če je vse normalno, potem sta vse drug sem prijateljici, ne. Ampak, ko bo pa hčerka stara 20-22 let, bo pa videla, da je imela mama marsikdaj prav. In enak odnos, bližno enak odnos je tudi med očetom in sinom. Drugo, jaz sem matematik, ne, in kako potem sploh smem o teh stvarih govoriti. Imam 2 otroka. To velikokrat rečem tudi, ko imamo roditeljske sestanke, pa potem kakšen med profesor, še neoženjen, po možnosti brez otrok, tam postal 30 staršev pred sabo, pa jim razlaga, kako je treba vzgajati otroke. Potem pa rečem, a ni to zanimiv? Vi imate otroke, jaz imam otroke, on pa ve. Včasih moraš tudi kakšnega svojega učitelja pač ustaviti. In v tem smislu so reference vsakega starša in starega starša pač največje. In če se večkrat obrnemo na naslov tega tedna, ne skoči ven, se morate tega starši zavedati. In to tudi in v tej smeri tudi reagirati, kadar kdo hoče biti preveč učen. Seveda, kdo vse se potem spušča v vzgojo vaših otrok? Spuščamo se tudi učitelji, spuščajo se tudi duhovniki, ampak spušča se pa še cel kup strokovnjakov, ki pa sploh nima nobenih izkušenj z vso zadevo. Pač, kajti in učitelji, in duhovniki, tudi če nimamo svojih otrok, tisti, ki jih nimajo, imajo izkušnje v tem smislu, da za veliko problemov zvejo, da se jim ljudje odprejo in potem v mrsi, čem lahko povejo, manjka jim pa osebna izkušnja. Jaz sem v Stražišču predal takoj za župnikom, zaporniškim župnikom Robijem Friškovcem. On je bil moj dijak v gimnaziji, in on je potem starša rekel, zdaj pa vaša skupina na 2 skupine nas je razdelil, pa rekel, vsaka skupina naj starši več nalog nam je dal. Naj napišejo, katere stvari jih bremenijo, kaj jih teži. In potem boste prinesli sem vprašanja, ne? Potem so pa mi prišli s tistimi vprašanji, je pa rekel, ko pa zdaj čakate, da vam bom jaz odgovoril. Je prav, ne, se veste, jaz nimam otrok, to so vaši otroci. Ampak dajte vi odgovoriti tem staršem. Vi pa odgovorite tem staršem. Izkaže se, da je tujega otroka veliko lažje vzgajati kot svojega. Meni velikrat en kolega prav tako, ne prav, najlažje vzgajati sosedovega otroka. Tam najbolj vemo, kaj je vse narobe. To izkušnjo, ko je človek na vsake toliko časa preprosto nemočen, to izkušnjo ima lahko samo starš. Nihče drug jo ne more imeti in do te izkušnje ne more priti. Zdaj seveda, če mi dresiramo, imamo tudi take starše. Se pravi, imate recimo domačo žival.
To se jaz rekel, kdor kup psa, pa mu pas okoli leta popolnoma nevzgojen, tak res ne sme imeti otrok. Torej, saj zdravstvila psa je potreben pogoj, ni pa zadosta, saj pač, a vi hočete imeti zdravstveno žival, hočete imeti samostojnega človeka, se pravi, skozi razvoj se vam bo ta otrok začel upirati. In je tudi prav, da se vam upira, ne se kar pomatra, pa se upira in vidite pa takrat v hudih stiskah. Jaz sem čakal sina, da se bo začel upirati in ko se je začel, je žena rekla, pa kaj ta počne, to ni normalno. Jaz sem rekel, tega pa zdaj ne zmoreva, to je potem čisto normalno. Na ta način se je treba, to moramo preprosto pričakovati in vseh stvari ne moramo obladati in prav je, da tudi otrok čuti, da smo mi v stiski, tako kot mi moramo isto kdaj čutiti, da je otrok v stiski. Potem bi v zvezi s starši rekel še nekaj, spet prevelika odgovornost tudi ni potrebna. Kolikrat se starši vprašajo, to je v gimnaziji na razgovorih, dobim se bom velikokrat opisal kakšen konkreten primer. In ker je morda tukaj tudi kakšen star z gimnazijo rekel, čaka, mene opisuje. To so, veste, problemi so zelo podobni. Jaz upam na koncu, da smo tudi vzeli kaj časa, da se kaj poprašamo ali pa da kakšno izkušnjo tudi do drugih pove, ker same teorije ni pač nič. In potem vidiš, da se star sprašuje, kaj sem jaz narobe naredil, da se iz mojemu otroku naredil to pa to. Ni nujno, da je bilo kaj narobe. Ni nujno, Pa Obrajša prav, da imate vi recimo en vrt paradajzov, jo gojite res z vsemi stvarmi, ki jih je treba vse prav delati, ampak sem pa kakšen znije. Vse ta primera je kruta, ampak preprosto tako je. Lahko se vam pri enem otroku naposreč, lahko se vam naposreč tudi, kadar imate več otrok, lahko se vam pa in običajno se nam kar posreč. Ne smemo biti preveč do sebe kritični, pa je vse v redu. In res je še nekaj, da več je, ko je otrok, lažje je vzgajati. To je spet morda bo kdo rekel, ti lahko govoriš, ima samo 2. Jaz vam polet tudi po 11 otrok, se pravi, magmatijo in takrat seveda moraš stvari poenostaviti. In v razredu ima učiteljica 25 ali pa 30 otrok. Mora tudi stvari poenostaviti in potem seveda prepusti, da se nekatere stvari same med sabo dogajajo. Jasno je, da če ima ta starša 8 otrok ali pa 5 otrok, da ima ta ogromno več dela, ampak lahko veliko stvari prepustita, da se otroci sami med sabo vzgajajo. Zdaj bo pa počas skočil na drug slajd, da ne bomo predolgi, saj imam samo 21. Torej, v tem bi mečkam povedal o spremljanju otrokovega šolanja, postavljanju mej, prepovedi, zapovedi, potem kako to v praksi izgleda, to recimo soba, računalnik, telefon, to so zdaj tiste stvari, ki bodo tudi za vas zanimive morda, Potem pa popolna družina, to je tudi en tak segment, se je treba ogledati, kako izgleda. Zelo zanimiv pa droga, to nas predvsem starše skrbi, Veruk in Sveta Maša. Jaz sem to predavanje za Birmance v Stražišču, tudi tukaj ste morda, nekateri ste že srednjošolci, nekateri najbrž osnovnošolci, je pa zadeva taka, da kakorkoli smo na koncu mečken zagotovo dotaknili tudi vere, kajti spet, če pogledamo, ta teden skoči ven, v družbi pa ne, mi velikokrat krivimo, ne vem, prejšnji sistem pa ne vem kaj za zadeve, ki se sedaj dogajajo, ampak Evropa je v celot v krizi in take sklepe, ki jih Evropska komisija sprejema, so katastrofalno usmerjeni proti družini, ki smo navajeni in je 2000 let ali pa še več dobro funkcionirala. In temu mislim, se moramo tudi skočiti iz tega ven, iz teh kot modernih stališča, da naj se otrok odloči, počakimo do 15 leta, da se bo odločil, katero vero bo sprejel ali pa Kitaja. Vi, kot starši, imate doma en sistem. Vaši otroci vas opazujo neprekinjeno,
Zanimivo je, da bodo pri 15 letih počeli iste stvari, ste jih vi pri 15, ne? To se pravi, da vas opazujejo še za toliko nazaj. In potem seveda je bilo najbolj neumno skrivati svoje prepričanje pred otroci, ali pa reči, ne bom ga jaz doktriniral. Je popolnoma vseeno, če starš z vami živi eno prakso in pač v tem okolju je ta praksa katoliška. Zdaj, morda se tole ne bo slišal lih najrevš, kar bom rekel. Lahko je človek tudi kakšne druge veroizpovedi, lahko ima tudi kakšno drugo prakso, ampak vse te prakse imajo za sabo eno moralo in če človek v njih verjame, ne bo otroku delal škodo, ko bo pa otrok dovolj velik, se bo pa potem že odločil, pa tudi kritično pregledal in pač stvari premislil, pa morda tudi poiskal kakšno drugo pot, ni pa rečen. Ker ti, če vede, če nekdo stane, pogovarjal sem se enkrat z eno budistko, kaj pa je bolj zanimiv za zahoden svet, da potem mlad človek postane budist, ker je to pač, ker se vede, tukaj se samo idealistično lahko to prikazuje, tam se pa živi, je pa treba to realno živeti. In enako, kot je tudi naše krščanstvo treba realno živeti. In je rekla, veš, jaz sem bila katolik, sem se katolištvu odpovedala in me je naštela razloge. Sem rekel, ti se s katolištvu odpovedala zaradi mladostne izkušnje, zaradi izkušnje, ki je bila nemogoča, ki je doživela pri 4-5 letih. Večina vaših otrok, jaz sem v tako izkušnjo, da bi mi bilo najbolj grozno, če v nedelo ne bi smuk maš z ostalimi. To je bilo čisto normalno, tako smo hodili. A ne, zdaj seveda, so se stvari malo spremenile, ampak bomo tudi to potem v tem umanili. Zdaj se pa res ljubimo tega našega, se pravi, razmerja šola, starši, otroci. Povedal sem že, kakšne so vaše reference, povedal bom pa še nekaj, kar vam pa nagovori v prid staršem. To je pa naslednje, 50-letnike mature sem vzal na šol in so rekla, ne, daj so otroči drugačni. Pa tudi tukaj smo gledali, sem nabral ta socialen teden o prepadu med mladimi in starimi. Veste, ta prepad je bil vedno. Nikoli, mi nismo čisto svojih staršev razumeli, pa starši so nam govorili zvestno nič in tako zdaj mi vam govorimo in tako te, vi svojim otrocem govorili, to je normalno pač. Mi smo, seveda, naši starši so nam naredili eno lepo prihodnost, pa pustili tudi cel kup problemov, ki jih je skrbel, kdo jih bo rešil. In če smo mi hoteli te probleme rešiti, smo morali biti drugačni od njih. In brez skrbi tudi mi smo vam pustili še pa še problemov, ki jih boste lahko reševali in se jih tudi drugače lotevati. Jaz sem recimo danes se pogovarjal na maturanskem izletu z maturanti. Oni se zavedajo tistega, kar pri nas ni bo, se pravi, da so službe popolnoma nesigurne, ampak smo mi starši veliko večji stiski, ko premišljujemo pismo, otrok mi študira, vse to dela, pa a ni vse brez veze, se ne bomo službe. Oni ne razmišljajo tako. Reče, zdaj bom to doštudiral, potem če trebam še to, sicer bom pa to poskusil, pa to študirati. V vsakem, oni bodo že našli rešitve in seveda naredili potem pa spet probleme za svoje otroke. Ko so gre, ne? In kdaj v šolo? Za vsako malenkost ni treba. Starši se morate na vsak način zavedati, da ste najboljši ventil in tudi v tem smislu najbolj varno zatočišče. In če otrok pride dan, pa pač jamra, kako je v šoli bilo hudo, pa tako naprej, zakaj ga pa ne poslušali. Lahko ga tudi na konc vprašate, ja gremo v šolo. Pa vam bo rekel, ne, pa še huj, ampak ni samo to. Ja, tudi še kaj druga, lahko bo bilo še huj, lahko je pa seveda tudi to, da jasno, da bo otrok mečkan več povedal, kot je pa res, kot smo tudi mi in kot je to tudi čisto normalno, še posebej, če ni bil uspešen. Vsak hoče svoj neuspeh na nek način, bi rekel, na nek način upravičiti in res ni treba, da tukaj otroka puščamo v ne vem kakšni hudi stiski ali pa da igramo policaje. Potem seveda zdaj kdaj v šolo starši zdaj tudi vejo, da zdaj je asistent. Mi smo sicer rekli, da ne smejo starši nobene stvari izvedeti, mislim, da je zamikane 5 dni.
pa ne vem, kako tale pri asistentu, koliko te stvari upoštevajo, ampak dejstvo je, da če otrok slučajno dobi cvek, ali pa da je na uro pač manjko, kaj veš, po kakšni poti, da je prav, da ima čas, da to doma pove. Ne, da to mama ali pa ata prebereta, potem pa misli, otrok se tako bereta, meni treba povedati. Ti se moraš z lastnim neuspehom pa z lastno napako soočiti in moraš pač zbrati pogum pa povedati. In seveda ta pogum morda zbereš prvi dan, ga pa tretji, zato treba nekaj dni pustiti. Je pa vsekakor tako, da starši, tudi če je vse v redu, pojdite v šolo že zaradi vljudnost, vsaj enkrat na let. Splača se na roditeljske sestanke hoditi, zato se običajno zbere tema, ki vas bi morala zanimati, a ne, druga stvar pa vi tudi lahko na te teme vplivate. Potem pa seveda je pa nekateri starši so pa neprekinjeno v šoli. Oni bi nas učili, kako naj mi učimo. Takrat mora učitelj na hitro odrezati, ne. To se pravi, mi smo se to drugače učili, ali pa veste, kaj jaz sem strokovnjak na tem pa tem področju, vi mene boste govorili, pa kaj učite. Otroka še najbolje še otroka zboj pripeljati po prič otroka to govori in potem rečeš, če so v srednji šoli, jaz ko rečem, poglejte, kakšni razredničar, kar pa učitelju, 4 leta, ne? Mi moramo zdržati samo 4 leta, a se bomo zdaj sekirali. Če on misli, da smo mi proti njemu, če starši mislijo, da mi nastopamo proti staršem in proti otroku, pa jih pa pustimo. 4 leta bomo že zdržali, gledajmo, da ne bo škodo delal otrok drugim otrokom, potem ga bo sta imela pa ata pa mama naprej, pa jima bo lepo poplačal za vse tisto, ki sta mislila, da sta pametna. In obratno, tudi učitelji, to pa se v osnovni šoli dostikrat zgodi, pokličejo učiteljca starši morajo priti v šolo, da potem razloži, pa tudi v srednji. Ves je nevzgojen, ves se nauči, ves to pa to. To je ena anekdota, tako prav, da je v polletju poklicala učiteljica očeta v šolo in rekla, lejte, kaj še spričal, a je to normalna, same cveke, nič se nauči, nobene stvari ne dela, to ne gre, kako ga vi vzgajate, pa prav oče, ja, športno ima 5, pa ne prav, vedenje pa tudi, veste, jaz ga fuzbal učim, žena pa kako naj se obnaša, cvek pa vse to, kar ga v glavi naučita. Tako da tudi mi moramo vedeti, kaj je naša dolžnost in kakorkoli imamo več kot 8 mehanizmov, da se bo otrok v šoli obnašal tako, da ne bomo od ostalih, pa da bo tudi sam vzdržal, da mu bo čist v redu. Ker otrok se zna prilagoditi, samo takrat morate stopiti na našo stran. Mečkam bo zdaj stopil še tudi k starim staršem. To je nasploh izredno problematično, ne v današnjih časih starši starim staršem skoraj ne zaupajo. Tukaj sta 2 stvari. Eno, kar je, mora se star zaveda, da se ti ni treba nikoli boriti za ljubezen otroka. Preprosto se staršem ni potrebno boriti za ljubezen otroka, ker vam ta pripada. In če se tega ne znate zavedati, potem ste res v velikih težavah. Lahko je človek nesiguren pri partnerju, pač to sta 2 enakovredna človeka, pa te skrbi, pa ljubosumem pa to. Ampak pri otroku mora biti pa te 100%. Ta otrok ima mene rad, to je vse. Tudi če kdaj rekel, kaj pa naprenašam te ali pa daj mi že mir, ni važno. In potem bo veliko lažje se odnos s starimi starši gradil. In potem seveda, če ga vi zaupate otroka starim staršem, da ga popazijo, pa to prvič, je stari starši ima dokončno čas, ker starši nimamo, ne? Da so lahko potrpežljivi. Mi seveda, ko otrok nekaj počas dela, potem otrok to vidi izkoriščanje, počas dela za nalaz, zato da bo mami skočila pa rekla, bež bom jaz to naredila. To v doma vem, moja žena je začela hoditi tudi enkrat na teden, tako se je hodil na odbojko, ona je hodila na badminton in potem smo mi lepo doma bili sami in tam lahko okoli 7:30 je si rekel, oči lačen, se rekel, kaj prinesta?
pa kruh, pa to jaz sem poj narezal, poj do 10 sta imela vse pospravljeno. Pojedli smo, pospravljali, poj pa mami prišla dan. Ampak vselih je ona, čez je pol leta nehala hoditi, a ne se mora ja za družino skrbeti. A veste, to je problem mam, da se morate tudi vprašati, a je res treba, da za vse stvari ve poskrbite, a to delate zaradi mož pa zaradi otrok, a to delate tudi zaradi sebe, a ne? Kako vas vse rabimo, pa včasih je tudi drugače. In pri starih starših, stari starši imajo pa več časa in je seveda jim treba tudi zaupati. In otrok se bo hitro prilagodil, da bo pri starih starših se morda čisto drugače obnašal, kot pa pri starših. In običajno to isto, še to zgodbo, ne, crklanje. Tega crklanja stari starši potem dajejo sladkarije pa take stvari, ja nič hudega, ne, vi jih ne dajite, pa nek stari starši dajejo. Stari starši imajo tudi čas za pogovore, zato je vsekakor vam, če te na ta način zadeve jemali, vam bodo lahko veliko pomagali. Zdaj pa koliko naj se otrok uči? A ne? Tukaj je tisto, kar je zagotov za starše zoprne, da ko pridejo v šolo, pa rečejo, kakšne so ocene, kako gre, da učitelj začne samo to, vaš otrok se nič ne uči, vaš otrok nič ne dela. Pač ne more tudi učitelj vedeti, koliko se vaš otrok doma uči. Morda vi lahko veste, ampak kakorkoli, če je neuspeh, morate skupaj pogledati, zakaj je ta neuspeh in potem se ene stvari lahko rešujejo tudi z inštrukcijami. Ampak vselih mene tudi starši kdaj vprašajo, koliko naj se pa uči? Ja, če deluje je dobro. A veste, v srednji šoli imaš otroke, ki se učijo vsak dan po 4 ure, pa se jim to zdi čisto normalno, pa imaš otroke, ki naredijo domačo nalogo, pa se enkrat na teden me jih naučijo, pa gre spet čisto v redu. Morate se zavedati, da prej ali slej se vsak od nas začne učiti. Tudi če ste recimo dala super odličnjak, pa v šel v gimnaziji super odličnjak, pa če v še na faksu, tudi to je 1% od 100 takih, da te tudi takrat lahko še skoraj brez učenja, prej ali slej boste dobili v življenju kaj takega, da boste videli, da se morate tudi vi še kaj naučiti. Zato mora to vsak zase premisliti, in starši, in otrok sam. Enkrat me je poklical oče, rekel, da bi se rad pomenil, pridejo v šolo in seveda jaz pogledam večkrat, kakšne ima ocene, sin v glavnem 3, 4. Rečem, kaj je narobe. Prav, oče, to je pač ni normalno, čist premalo se uči, on bo šel študirati to pa to, tukaj ima pa 3 pa 4. A veste, vi lahko otroku, če otrok ve, kaj bi rad študiral, recimo, da se ima namen odločiti za medicino, pa se vsete skupaj pa rečete, da poslušaj, če ti hočeš medicino delati, moraš tukaj več narediti. Drugač pa pri takih ocenah otroku preprosto ne morete dopovedati, da naj se več uči, če je on zadovoljen s tem. In potem sem jaz rekel, oba sta bila, mama tudi, koliko se pa uči, on prav ne tako pojne 3 ure na dan. Jaz sem rekel, se to pa ni toliko malo, ne sem rekel, njej sem poznal oba, sem rekel, koliko se pa ti učila? Ja prav, jaz sem se vsak dan učila vsaj 5 ur. Sem rekel, dobro, ženske ste običajno bolj disciplinirane, pa se obrnil k možu, sem rekel, ko pa ti, no, ja prav, 4 ure tudi sigurno. Pa se pa otrok obrnil, sem rekel, jaz ti ne moram pomagati. Take starše si izbral, pa se pa kar uča, ne. Kaj se pa nič ne da. No, potem pa inštrukcije in inštruktori. Tudi tukaj se morate vprašati, a vi poiščete svojem otrok inštruktorja za to, kaj bi rad videli, da je vaš otrok toliko uspešen, kot sosedov. A ga res rab, a ne? Kakšne so ambicije? In pri inštruktorjih bi jaz sem naslednje rekel, najprej izkoristite vse, kar imate v šoli. In če so v šoli dopolnilni pouki, pa vam otrok pride dan, pa reče, meni je to brez veze, saj nič ne razumem. Ta prvi mesec hodi na dopolnilni pouk, a veste, lepo je doma sedeti, pa pride inštruktor, pa se samo te posveti 2 uri, ali pa še kaj več, pa potem vidiš, kako je ata dal 40 ali pa 50 evrov, in vidiš, koliko se tudi ata se zdaj pobrigal zate, to je res v redu, a ne? In potem ima skozi več inštrukcij. Skozi bolj se počutiš in tako lahko pripeljete do tega, da otroka skozi šolo pripeljajo inštruktori, namesto da bi jih učitelji pripeljali.
Druga stvar pa je, da potem, ko ima že otrok inštruktorja, se pa še kar dogajajo recimo slabo ceno. To je tudi izredno stavka, da pa inštruktori najraje uporabljajo. Čisto se zna, ne vem, kako je lahko še zmeraj cvek pisal, inštruktor to reče ste, vi inštruktorja plačate. In če pri inštruktorju se otrok čisto se naučil, pa je pisal cvek, inštruktorja takoj zamenjajte. Nekaj. Pač, če ni uspešen, ni uspešen. In mora inštruktor samo ceniti, a sploh lahko otroka nauči, a ga ne more. Potem pa disciplinska problematika. Tukaj morda še mečkeno nasilju. To sem premišljal že zanč, ko sem v stražišč predal recimo živali, ko vidiš mehne pse ali pa kaj taka, ko se med sabo stepajo, pa se pazijo. Ne? In fizično nasilje seveda smo v šolah popolnoma prepovedali in zaradi tega prihaja do veliko hujšega psihičnega nasilja. In ta vzorc potem lahko pride tudi v družino. Zdaj, pred starših, a je potrebno otroka kdaj udariti? Ja, jaz rečem, vsaka čast, če vam ni bo treba nikoli otroka udariti. A ne? Jaz se recimo sina moral nekajkrat, hčerko pa ne. Potem pa rečeš, potem tudi vsak starš reče, jaz oba otroka, če se enako vzgajam. Prvič seveda, vi vseh otrok, ki jih imate, nikoli ne morete, če se enako vzgajati. Eden je bil prvi, eden je bil drugi, eden je bil tretji. Zdaj, če jih je 8, se stvari toliko porazdelijo, da jih res zelo enako vzgajate. Če sta pa 2, se pa zelo različno vzgajate. Še posebej, če je precej let med njimi. In se tudi jaz včasih vprašam, morda sem se pa jaz v teh letih toliko naučil, da mi ta mala ni počela takih traparij, da bi jo moral. Da bi moral kdaj kakšno primazati. Sej, kdaj se mi zdi upravičeno, da recimo, da otroka udariš. Veste, to so preprosto izkušnje, ne? To sem že dostikrat videl, recimo otrok vzame izvijač, pa to te lahko tudi prebrali, in izvijač gre k stikalu, pa da bi izvijač dotaknil. Potem pa ga mama prime, pa posadi, a ne? In se na uro pogovarja, kako je to navadno. To je nesmiselno. Ali pa veste, imate pač v roč štedilnik in otrok kaj tam dela, roko hoče gor položiti ali pa kaj taka. Vi mu ne morete roke prijeti, pa mu jo godati, zato ker ga te seveda poškodovali. Ampak, če jo pa pori dobi eno orenk, toliko močno, da bi približno toliko zabolel, pa ga nov toliko, pa posledično bo pa čisto v redu. In jaz mislim, če otrok naredi nekaj, kar je zanj strašansko navaranga, je treba čist preprosto, brez kakšne jeze, pa to ga kaznovati takoj. Tega ne sme početi. Moj sin je odprl vrata, vdal, tako se je nekaj izjezil. Pa smo zapeljali na parkirišče, pa je žena rekla, zdaj Mitja bo pa, zdaj bo pa hudo. Ja, seveda je bilo, ne? Ampak nikoli več ni vrat odprl. Ne moreš reči. Ta mala tega pa nikoli počela, res ne. Potem še, tudi, se pravi, ko se nasilje med samimi, nasilje med učenci, pa med dijaki. In seveda vi kot starš, kako odreagirati. Doma vam otrok potož in potem spet mene zančena mama klicala, prav hčerka ne zdrži, v razredu jo vsi maltretirajo, kaj jo vse narobe, so rekel, prvo so rekel, v telefonu se o tem ne mora pogovarjati. To nam je enkrat predaval Rade Radečevič in od njega sem se to naučil. Kadarkoli starši pokličejo v šolo, pa je stvar kakor toliko pomembna. Če vi starši niste opazili, da je zadeva pomembna, mora učitelj opaziti. Rečete, ste, vaš otrok je preveč ureden, da bi v tej zadevi govorila po telefonu. Najte čas, pridite v šolo, pa sem mu pomenil. In sem rekel, da naj pride ona in hčerka v šolo, in potem je potem mama govorila, da je na druga sošolka, se pa po cel dan samo pifla, pa ima v seriji samo 4, pa sem rekel, kje ste pa vi to zvedla? Sem rekel, sej, ta vaša hčerka ima tudi seveda svoje, pa sem poje hčerke, ko je res to hudo. Ne, hčerka preprosto zato, ko se je kakšna krivica zgodi, ima mamo, da je doma potož in potem na tem razgovoru vidiš, a so te razmere v razred res nevzdržne, a se treba vmešati, a se ni treba. In mi se v tem primeru nismo vmešali, ker včasih veliko škodo narediš.
Tudi vi, če boste pač skočili med vašega sina, pa še med njegovega sošolca, sta se slučajno stepla nek, boste naredili svojemu sinu katastrofalno škodo. Se zgodi, da se otroci udarijo. Me je enkrat preletela informatičarka, je rekla, 2 sta se v knjižnici stepla, pa sta prišla obak men, se je rekel, kva je bilo, zakaj sta se stepla, pravite zaradi punce. Ja, sem rekel, da se zdaj to še naredi, da sta se zaradi punce. To pa tudi v Koranu moram dati. Res. Zdaj pa doma, ne. Pa tudi za nas velja, se je zadeva čisto podobna. Čim več zapovedi, čim manj prepovedi. Človek je radovedno bitje. Mi s temi prepovedmi velikrat otroka spomnimo na stvari, ki sploh ne počel. To je pri nas en profesor na maturanski ekskurziji naredil super. Je rekel, so se pripeljali nekam, smo še na Sicilijo hodili, je rekel, ste kaj, tle v hotelu ni nobene stvari. Pol kilometra preč je trgovina. Imate vse noter, ampak jaz vam zaupam in vem, da ne všoberem v tisto trgovino kupati nič. Tudi vam napustim, samo to, da veste, da vam zaupam. Seveda je bilo takrat, so se ga tako lepo naložile, da je to težko povedati. Ne? Velikrat mi otroke spomnimo s kakšno prepovedjo, pa se hočemo iti policaje ali pa reševati njihove probleme. Veste se, kakorkoli, to smo vsi ljudje tako, lažje reševati tudi probleme partnerja, pa probleme sosedov, pa probleme otrok, pa svoje probleme. Ne? Sem pa, ker večinoma časa bi morali mi kar sabo preživeti, pa bi videli, da je že tam kar zato je treba dati čim več zapovedi. Tukaj je pa tudi ta stavk na konc, zdaj mora biti otrok doma, se o tem bomo še povedali, ampak zdaj bi pa na nekaj druga rekel. To je staršem vedno rečem. Vaš otrok hodi v gimnazijo, recimo, ali pa osnovno šolo. To je služba, veste. To je pač služba, ki jo vi upravljate. Res ste zjutraj v šolo, tam morate poslušati, veste, to tudi je tako, se še to povem, če mi včasih težko poslušati, je treba samo tako reči, ali reči pismo, a sem jaz sposoben tolo dolgočasno učiteljico zdaj tle eno uro poslušati. A tudi toliko nisem sposoben. Ali pa recimo, a sem jaz sposobna zdaj tega ravnatelja tle poslušati, a imam v zgaskom dosta, ne? Ja, vse to veste in potem ta izziv, če so drug zakon ne bilo še jaz, vam ta izziv pomaga, da nekaj zdržite. In to je super metoda. Vse teh metod se, če v gimnazijo pa še se v teh metod naučili še pa še, jih boste rabili. No, in to se pravi, starši se morate vse zavedati, da ima do vaš otrok službo. Vi jo imate pa tudi. Zato je prav, da ima doma potem vsak še svoje zadolžitve. In zdaj seveda je pa stvar taka. To moram za velik predavanj pri nas, ko pridejo. Govorijo o drogah, govori predavatelj 2 uri samo o odnosu med staršema. In tega se moram dotakniti, čeprav to ni neposredno vezan na šolo. A je treba zdaj vsekakor družine, kjer je odnos piramida, se pravi, kjer imajo vrhovnega šefa, lažje funkcionirajo kot demokratične družine. To je prvo. Drugo pa ni treba, da je vrhoven šef moški in tretje, ni treba, da je vrhoven šef za vse stvari eden. A ne? Zakaj ne bi recimo bila za družinske zadeve vrhovni šef žena, zato, a se bomo spravili na Ameriko, a je treba Rusijo obsoditi, pa te stvari, zato bi pa moški, ali pač odločil. Recimo, to je ena taka varianta. Ampak kakorkoli, torej, več, jaz nikakor ne verjamem v to, da sta lahko partnerja, bi rekel, enakopravna v tem, da se o vsaki stvari pogovarjata. To tudi otroke mede. Ampak morate se razdeliti področja, tukaj bom jaz tebe poslušal, tukaj boš pa ti mene poslušala, zato da oba lahko dihata. Pa tudi da otroci lahko dihajo. Vse to mu še v popolni družinki rekla. In če je stvar na ta način narejena in zdaj, če se zvečajno potem, naprimer, žena doma odloča, kaj se bo delal, pa to, pa je treba i takaj pospraviti, ali pa recimo, bom jaz rekel, pet Mikela, kje po žlice, največji napake, ki jo lahko takola naredite, je, da rečete, zakaj pa narediš ti sam. Tega ne partnerji, tega starši nikoli med sabo ne delajte. Če ste nekaj naročili otrok, ne gre otrok, zato ste vi tako rekel in konc. Ne? Zakaj pa ne bi otroci nekaj pospravili, pa da bi vidva lepo počila, ali pa eden od dvaju in obratno. Zdaj pa, kdaj morate biti doma?
A vam ki povejo uro? A poj kaj še naprej tudi zahtevate, pa še pol ure del ali pa kaj dala. Enkrat me ena mama kliče, to seveda jih zanima, mi moramo šol to vedeti, jasno. Kdaj ne bo hčerka doma, pravi, ste zdaj pa stara več kot manj kot 18 let, dokdaj jo smem pustiti? Pravi, ste, gospod ravnatelj, se jaz na vsake pol ure pokličem. Jaz sem rekel, gospa, lejte, toliko dolgo jo pustite, da vam jo notranj kol poklicati. Zdaj, če je to do 7, pa do 7, če morate to hitro klicati. Ker ona nima nič od tega, da je zunaj, vi jo pa na pol ure kličete. Veste, veliko stvari delamo iz svojih izkušenj. Meni ni nikoli nihče rekel, kdaj moram biti doma. Nikoli. Zato tudi svojemu otroku jaz tega nam nikoli rekel. Ampak to je delovalno. Če pa imate vi kot starši, svojimi starši kakšno drugo izkušnjo, pa da je delovala, pa tisto uporabljate. To, da recimo, če se vam zdi, da so vaši starši nemogoči, da morate biti prekmalo doma ali pa kaj taka, morate me vprašati, da niso tudi oni imeli podobne težave s svojimi starši. V glavnem, pri nas je bila zadeva taka, pa ne je bilo to sobota ali pa nedela, ob 6. zjutraj si vstajal. To je bilo vse. Jaz sem se četrtnoletnika pripeljal v pol 6. z avto dam. V avto noter sem dremal odkola do 3:45. Oče odpre vrata, pride ven, sem rekel, sem preoblečen se. Nič ni rekel, se preoblekel pa cel dan siliral. Če bi samo mečkam pojavljal, rekel, tako pa lumpeš, ja bi pa doma bil, zauždelal. Na ta pa sem mislil potem, moja sestra, to mu pa ne bo šlo tako. Isto. Nič ni spremenil tega. Jaz sem hčerko peljal v Črnogoro, šahovski turnir, in te zadnji dan prav, oče je lahko danes model ustanem zunaj, ker po eni vesel, rekel se jutro nimaš tekme, kar ustanem model, je rekla, se ti kar zasprja, ker nič ne skrb, pa mogel bi takrat majhna klika, ampak sem bila sama, jaz lepo v pol ene se zbudim, hčerka stara 13 let, Črna Gora so bili apartmaji, ni bil hotel, in seveda jo še ni bilo v pol enih, in potem seveda to si pa res v stiski. Seveda se tudi otrok bi lahko kaj zgodil, druga stvar, tudi če se otrok nič ne zgodi, pa v doma povedal žena, tudi ona to, moj žena, ne bom nik najlažji izvozil, potem sem jo letel okoli iskat in pustil odprt, čez pol ure pridem nazaj, potem pa ona to že izredno razdelan. Sob noter že slišam jok in jaz pridem noter, prav, oči sem mislila, da smeš iskat, sem rekel, se te šule, pa sem imela zaključen. To se pravi v tem, daj mora otrok biti doma, to je spet, če deluje, če mislite, da morate postaviti v mejo, jo postavite in se držite. Brez veze pa postavljate ne zapovedi samo zato, da preverjate, kdo je močnejši, vi otrok. Mi imamo v šoli recimo tudi eno tako prepoved, da ne smejo čevlje hoditi, hodijo v copatih. To imamo z več razlogov. En razlog je, da jih prepoznamo, kjer so naši, drug razlog pa je, da je eden frajer pa pride v čevljih, pa je malo kaznovan, ampak je frajer nekaj naredil. Se pravi, oviro, ko vi postavite, te ovire imajo tudi en svoj pomen. Ko je otrok prekrš, takrat je tudi ustrezno kaznovan, ampak je bil pa pogumen. In ne ovire umikati, še posebej ne ovire umikati pri delu, se pravi domače naloge namestnih delati, ali pa nekdaj res zahteva, da kakšno stvar zdrži. To nam je pa govoril William Ščuka, nevropsiholog, recimo zadevo, kar sem jaz vedno mislil, to je pa gotovo moje osebno, pa tudi pa te vi enak premislili, katera stvar v življenju vam je res veliko pomenila. Tista, za katero ste se morali ogromno pomatrati. Koliko nam taka zadeva res več pomeni, zato smo se morali mi za njo potruditi in dejansko je to čisto kemijsko, bi rekel, popolnoma psihološko z vseh vidikov dokazljiva zadeva. Takrat, ko se morate vi truditi, na ta način povzročite, da se lahko potem v vašem organizmu izločajo in hormoni, ki jim potem rečemo hormoni sreče. Se pravi, ko po dolgem trudu nekaj uspete, ste s tistim izredno zadovoljni in temu se reče blaženost. To se pravi, temu lahko rečemo kot dotik Boga. Samo
A imate kdaj to izkušnjo? Ne? To je zdaj tisto. In če vam starši namesto vas naredijo, jo preprosto ne morete imeti. Če se pa sami potrudite, jo pa boste pa videli. Ne? In večji, ko je ta trud, potem ste pa uspeli, bolj se to v vas noter poznali. Ste tudi, zmeraj se tako, kako mi Boga jemljamo, ne? Se pravi, nihče več ga ne jemlja najbrž kot detka z brado, a ne? Ali pa kaj podobnega, ampak potem pa rečeš, se rekel, dotik Boga, blaženost, ja, to se pač na nek način izraža se čist kemičnimi reakcijami, potem eni rečejo, sej potem pa nič tega ni, a ne? Ni ne Boga, ne duše, nič, sej to so vse kemične reakcije, ljubezen je tudi kemična reakcija. Ni to čisto, ne? Niso naša čustva samo stranski produkt nečesa, bi rekel, in kemijskih reakcij. Morda je obratno, morda so naša čustva, vse to, kar imamo, povzročijo, da tudi potem telo, da se vse te stvari tudi na telesu odražajo. No, potem pa tole čisto kratko, ne? A ima otrok svojo sobo, nima svoje sobe. Vi se odločite, da ste otrok do določenih let, je ta soba prostor, kjer recimo rečeš, da už pa ti tukaj noter, ampak jaz bom tukaj še hodila. Po določenem času pa rečeš, zdaj pa to tvoja soba in boš ti zano skrbel. Tukaj tudi se nažalost potem mame na tak način, to predvsem sinovi znajo izkoristiti. Mame ste veliko bolj stroge do hčerk kot do sinov. Ne? Do hčerk rečete, so še vša naučila, se veš, si desci bolj malo. Pri sinu se pa kar popušča. In seveda, če je enkrat dobil otrok svojo sobo, gotov ta soba ni skos njegova, razen kadar jo treba pospraviti. Da potem sin reče enkrat na mesec, mami, zdaj bi bilo pa treba mojo sobo pospraviti. Ko ima otrok svojo sobo, potem bom tudi jaz v tisto sobo potrkal, pa moja žena, pa kdorkoli, a ne, preden bom vstopil, ampak pospravil bo pa sam. Pa vam bo nanosil cune, pa tako naprej. Potem se pa, seveda, če dobro, še normalna družina funkcionira, kje se pa vaši otroci, kje se pa ne raje učite, a se v svoj sob učite? A se morda učite tudi kar v dnevni, ali pa kaj tako. Nekateri se učijo pa v dnevni tam in potem se pa oče spomni, da bi televizijo gledal. Ali pa se mama spomni, ne, zakaj bi pa zmenem. Mama se spomni, da bi televizijo gledala, pa oče reče, da ne moš televizijo gledati, če se on uči. Seveda, da je lahko. Dnevna soba je skupen prostor in niste enakovredni. Ni treba biti pred otrokom enakovreden. Jaz bom zdaj televizijo gledal, ti se imaš pa zaučiti, pa je pa svojo sobo. Tako je to. Čeprav se vam bi zdi krivično. Ampak zakaj pa ne računalnik? Računalnik zdaj rabijo. Tem ni nobenega dvoma. In seveda, če vidite, da otroku ne gre zaupati, da je skos na igrcah ali pa je ta prvič lahko cel kup stvari zablokirate, drugeče pa računalnik lahko v skupnem prostoru. Nihče je naprav, da mora imeti družina 8 računalnikov. Se pa nas mislim, da jih je 6. Točno. Nihče. Ampak, če pa se računalnik izkorišča, je treba tisto, kar je pa seveda, kar so mi pa starši v stražišču tudi rekli, mobitel, to je pa sploh. To je pa sploh neverjetno, ko rečejo, veste, kaj nam je bila mehna iz kolegico, pa to je skos na mobil. Pa to je nemogoče. Zakaj pa vaš otrok rab mobitel? Zakaj rabite mobitel? Aha, res rabite? Mislim, tako, da bi bilo življenjsko fan, če ga imaš, ne? Zakaj bi rabo mobitel? A ima kakšno dobro lastnost, da ga rabiš? A je kaj? Morbi, da bi dan poklical, a ne, če se ti kaj naredi. Jaz mislim, da to bi ga kar rabil. Zato, da boš pogledal, kaj se je na internetu naredil, ali pa kako se na matematična naloga reši, ali pa iz zgodovine, kakšen vprašanje, ali pa kaj taka, ti zreš lahko na računalnik. In to ste starši seveda sami krivi. Mobitel otrok rab zato, da vas bo poklical, če je kaj narobe. To se pravi, kupite taga, da ne za druga ni, kot sem za to. Ne, ali pa se ne pritožujte. Če mu tablico kupijo, jaz ga dela nimam tega, imam v avtu, ali ste pa se pa s profesor pretotem norca delali, so te ploščice, ki ima še tipke lepo, zato, ker pač za navadne prste. In potem pa reče, se jaz imam tač. Pač potišemo tako lahko, delaš, pa mu vtipkaš, ne, nadaljuje, ne, ampak fan zgleda, ne, tako. Zdaj pa popolna družina. Tola bi pa rad videl, da pogledate. To predvsem pa zelo otroke vprašaj, če bi bili
rati takla družina. To zdaj starša delata, oba sta poslovno uspešna, poslušata otroka, kadar ima kakšno težavo, upoštevata želje, se nakrihata, če se že vsaj tako ne bi slišali. Pa tudi vse, če kakšna krivica se vam naredi, če se vam kakšna krivica naredi, starša poskrbita, da se krivica odpravi. A bi bili radi v takla družina? Kaj? Ja, nažalost obstajajo. Žalostno. Če rečeš, da ne obstaja, sreč niso tak družin. Se niti predstavljati ne znaš. Take družine obstajajo in to je za dušice, to je najhuj. To je problem. Enkrat mi pride en oče, malo več imela hčerka problemov, običajno mame hodijo, ker potem pa takrat neče, pa poj reče, zdaj pa jaz to v svoje roke vzel. Pa pride, prav noter jo posadi, nekaj še šprica, prav ste, gospod ravnatelj, pa nas ni tako, se tudi skrehamo, pa tako, da jaz meni tole ni všeč, ker mi zdaj hčerka dela in bomo nekaj rešili, ne. Jaz sem rekel, to bomo pa kamo, to je pa poj normalna familija, ne, če se tudi skrehate. Zato, ker ste vi, to mladen, pač se morda ima kdo to izkušnjo. Kako boš reagiral, če kadarkoli kaj narediš, veš, da tvoja mama to vedno zmore, naredi brez napak. Tvoj ata naredi, da vse razume, naredi brez napak. Ti pa veš, da so stiski. Tvoji starši niso. Oni vse naredijo zmeraj brez napak, nikoli se ne skregajo, ti pa veš, da si jezna enkrat na mamo ali pa jezen, na očeta. Vidiš pa, da pri starših tega ni. Pokuš preprosto otrok, take družine ne more dihati. In taka družina dejansko ni obstajajo, samo če bi se vprašala, na kaj vse pazijo. Prevelika prizadevnost je škodljiva. Če vi na vsako silo hočete biti dobri, je to res velik problem. Res pa je, jaz sem enkrat en gospod rekel, kako ste vi lahko vedno dobre volje. Aktivno vse že rekla, taka sem bila že v srednji šoli, taka sem skozi. In se je zavedala tega, da se ne more pomagati. Ampak je to preprosto za otroke težko. In hčerka more imeti možnost, da je kdaj boljša od mame ali pa od očeta. In sin isto. Da reče, lej, se je on tudi v stiski, pa kako se obnaša zdaj, tega ni zmogel, tega ni znal. Če pa to vedno zna, je pa res težko živeti in potem so včasih posledice, recimo anoreksija. To je lahko eden od razlogov. In temu razlogu se običajno izogibajo strokovnjaki. To smo se že mi, ko smo imeli v šoli predstavitve, skregali, ker kaj anoreksija, kdaj pride do nje? Razlogi so različni, je bolezen, ampak dejstvo je, da pač otrok želi prevzeti kontrolo nad svojim življenjem, tako da prevzame kontrolo nad svojim telesom. In potem to lahko postane nevarno. Pa še nekaj je, po drugi strani pa to lahko uspešna borba. Nikoli ne morem zmagati v spopadu z mamo. Zmeraj ona prav, jaz nimam nikoli. Zdaj pa neham jesti, a zdaj pa mama začela skakati. Aha, ne zmore, ne. Pa sem zmagala. Lahko, ne bi zdala kakšni naredil krivico, sej to spet, mama, hčerka, tudi nekateri sinovi imajo anoreksijo, tle so zgodbe, razlogi so lahko čisto drugačni, lahko so pa tudi taki. Niso nam treba truditi, da bili popolni, tega nima nihče nič. Veliko bolje, da se trudite, da je otrok varen. Se pravi, če ste strah ali pa če vidite, da se razburjajte, potem nič hudega, se bo že navadil, da ko boste nekaj narobe naredili, da bo on nekaj časa tulil, pa vajo, vse to ni to hudo. Važno je, da natoče. To pa ni normalno, še posebej pri moških, da recimo, ko se ti nekaj naredi tebi, da je bilo nekaj narobe, da zahvalo za to, ko prideš dam otroka najprej, otroku eno premažeš. To je pa nedopustno. To je pa fizično nasilje, pa ne gre. Da pa včasih izgubi živce, kot je otrok kaj takega naredi, je pa čisto normalno. Meni je enkrat ena mama rekla, je bil v stiski, je šel na most, potem pa pride dan, pa pove, da je bil na mostu, jaz sem se usedla z njim, sva se pogovorila, ko bi pa vi naredila. Jaz sem rekel, če bi prišel tako, moj sin pa, da bi moj žen to rekel, ona bi dobila živčen zlom, jaz bi pa rekel, mrš kovčke, pa ven, pa da ne vidim, dokler cajt noč s pamet prišel.
A ne? Se zdaj tako rečem, takrat bi tudi najbrž res tako reagiral, pa bi šel pa najbrž za njim. Ampak dejstvo je, da mora starš pokazati, da situacijo nikakor ne obvlada, če enkrat otrok je v taki stiski, da recimo pomisle na samomor. Je te stvari treba kar, no tole ne, ta prvi stavek, droge, to sem jaz v osnovni šoli videl od mamil. Druge so tako navadne, da so v njih lahko umre, to je vse, kar sem videl. Veste, človeštvo ne napreduje zaradi tega toliko hitro, kot napreduje, ker bi bili ljudje tako ukaželjni. Tisto osnovno gonilo človeškega razvoja je radovednost. In če mi v osnovni šoli razlagamo, kakšna so mamila, to vse to, potem preprosto po otrocih vzbujamo radovednost. In to je vse, kar je treba vedeti, da je to res, ali res sploh ni važno. To je prvo. Drugo se vede, da starši alkohol koliko toliko dobro obvladamo pri otrocih. Zakaj? Zato, ker je to del naše kulture, socialna droga sicer zelo nevarna, ampak vselih se znamo obnašati, če se nam je otrok napil. Pri ostalih drogah pa postanemo lahko izredno nemočni in najslabije od vsega pa je še, da potem mi preprosto ne priznamo. Da nas kličejo v šolo, pa da se usedemo, pa da recimo se usedemo dol, pa rečemo, tole je bilo, vaša hčerko sem tam dobil, vašega sina sem tam dobil, vse je smrdel okol, to je trava. Potem pa namesto, da bi se zmanili, dajmo ta prvi, naj otrok počakal zunaj, pa to, ne, oče pokliče hčerko, prav, a je bilo to res? Pa ona reče, da ni bilo. Pa se obrne k meni, jaz svojih hčerk verjamem. Pa odpalite svojo hčerko. Ne? Kako sploh, s kakšno pravico, če sem te poklical v šolo, imaš ti pred otrokom, s kakšno pravico dvomiti o tem, kar sem rekel. A ne? Sej se, pomenimo se najprej, da bomo videli kako, in tudi za kaznovanje, to smo enkrat imeli, so se na maturantskem oplesu, na maturantskem izdetu za eno travo, smo dobili ene in potem sem poklical staršev v šolo, sem rekel, so ga dobili ukor pred izključitvijo. Me je oče rekel, je to čisto po pravilih, a ni to malo previsoka kazen. Sem rekel, koliko stopnic pa še rabijo? Vse sem vsedljal, kaj pomenimo se. Pa dajmo, sem ukor razrednik ali pa nič. Pa rekel, ne, se prav. Ja, zadnja stopnica, se prav, to napako si naredil in si pokuril si vso rezervo, ki so pač na šoli imel. Zdaj se boš moral obnašati lepo in ker če mi nekomu damo ukor pred izključitvijo, to so šolci vejo. In ne bodo, in če so šolci špric na luro, bodo rekli, razumemo, da ti ne moš. Vse niso tako, vseli so toliko idealni, da ne bodo poskrbeli, da bi eden tudi zaradi njih potem recimo padel. No, potem pa seveda, kako pa pride do tega, se pravi, če imate vi dosti naporno, pa veliko zapovedi, pa veliko stvari za početi, pa treninge, pa te stvari, poj običajno sploh na to nekaj ne pomislite. In tudi, da veste, kaj pojem jaz starši reče, veste, v tako družbo je padel. On je iskal, ni mu kaj, naveličan je bil, pa je malo poskušal, potem se mu je pa nekaj taga naredil. In to se enkrat naredi izredno težko odreagirati. Jaz ne vem, kako bi. Vem, kako približno je to zgledal, cigarete. Moj sin je v 8. razredu v München. So šli na izlet, tehnični muzej in potem prijo nazaj iz Tržišča osnovna šola ob 11. In pozvoni. Jaz letim dol, odprem vrata, zmeram se za vrata, tako postavim, pa čakam, da všel noter. Nič. Pa kje pogledam, tam na pragu stoji, cigareta pa... Jaz meni začne po možganah, no, da se ga je napil, malo premleti še, ampak cigareta. Kaj to? Pa se pa začne smejati. Je v Münchnu kupil plastično, tako na baterije, in seveda, naredil se je, da se je napil, pa je tako delal na pragu. Se rekel, pa kako moraš biti toliko naumen? Jaz bi ga lahko najprej počul, da sem začel film vrteti. Da to je bila moja izkušnja, srečna čudga. Ne vem pa, kako je, ne upam, samo upamo, da pa spet, sej slabo ne pričakujmo dobro, pa je velika šansa, da tudi bo vse dobro. Moramo biti pa vseh, moramo biti pa pozorni. To ne pomeni, da smo policaji, ampak pozorni moramo biti.
A ne, tudi seveda otroke zaslišvati, a se to naredil, a si šprical, ko vemo, da ne bo šprical. Če mi otroka preprosto prisilimo, da se bo zlagal, ta prvi, kad se nam zlaže izredno težko, pa vsabrat lažje. Me je ena mama rekla, ki je telefonirala v šolo, da se prepriča, ker je pač širka kar sama opravičila pisala. Kako je zdaj? Se rekel, saj je vse v redu, da hač pa prito v šolo, pa bomo se zmanili. Prav, veste, hčerki ne zaupam zdaj na čveč, ker sem je takola zlagala. Se rekel, ste kaj, meni se hčerka še enkrat v življenju zlagala. Opona, ne, kako si to. Se rekel, ste tudi prašali, še nikoli neštaga nisem. Takrat, ko se vam zdi, da je vprašanje, ne, če ni nekaj narobe, malo tako, pa bo on sam povedal otroka, ne, tole sem pa tle tako naredil. Če pa direktno, ja se vi veste, kako je, kadar nas nekdo recimo nekaj iznenad, pa nam je neprijetno, kako se pa hitro zgodi, da smo na nekaj pozabili, ali pa da nam kar kaj druga izleti, a ne, iz ust. Zdaj pa tisto, kar sem že na začetku začel, ne? To je pravi Antoni Damera, jaz ogromno stvari se od njega prebral, saj brat morate to, vsak način se vam to splača in so vprašali eno rekelco, a ne, kakšni smo ljudje, če so dobri, recimo beli, pa slabi črni, kakšna bi bila ti? Rekla progasta, ne, ka žirafa. To je zelo res, a ne. Prevelika prizadevno škodi, se pravi, mi se moramo zavedati, da imamo svoje napake, sedaj se tudi za ono govoril. To sploh ni nič narobe, ne, zavedajmo se, da imamo omejitve, da imamo napake in skrbimo za to, da se preprosto, da namišljamo, ne, kako smo dobri, delamo dobra dela, kako nas vsi rabijo, pa tako naprej. Samo pač imejmo veselje do življenja. Pa bo šlo, a ne, zagotov bo šlo, potem pa, kar se pa tiče šole, pa zakaj sem to dal skupaj, ne, zdaj, a rad hotel v šolo, to me res zanima, a je to super, a ne, kad včasih starši rečemo, ja seveda ne hotel v cerkev zato, kad ne rad hota, ne. To je tudi Antoni Damelo piše, da je pelel en učitelj otroke v cerkev prav, zakaj pa peleš v cerkev prav zato, da jo molil za dež, ne, ker Bog bo pa otroke upošteval. Rekel, če bi Bog otroke upošteval, bil ti že ne vem kolikrat mrtev. Če bi že to bolj upošteval. Da te je večkrat treba biti vseh njih pazljiv, ne, njih vse tudi ne moramo prevaliti na Boga, ne, in se obene naprašal, šolo se hod, to se pravi, a rad hodamo na hod, in zakaj bi bilo pa premaškaj drugače, a veste, to so takrat premišljovke, tudi Robi Friškov to načel, pa smo pa imeli zlet, mi smo imeli laži, recimo, pač na vseh protokoli, bil jasen v naderah, fešlo kmaš, pa tako naprej, ali pa k verugu pa starši pač nismo hodili, jasno, da ne, hodili so samo otroci. A veste, da bi zdaj en otrok rekel k verugu nam hodil, zato ker se mi sošolci norca delajo, to seveda ne drži. To preprosto ne drži. Vernih je velik in nič ni eden na slabšem, ki je veren. In to ni važno, katere vere izpovedi. Enkrat me je v šolo preletela ena mama, pač hčerka je bila pravoslavna in je učitelj rekel, ki je manjkala, je rekel, je bil spet pravoslaven Božič, ne. V tretje že let, ne. In potem seveda ona to doma pove, mama pride v šolo, pravi, ste gospod ravnatelj, to ne gre, mi smo pravoslavni, ne more se učitelj tako na norca delati. Se rekel, ste kaj, jaz sem tukaj Slovence, Hrvate, Srbe, jaz imam muslimane, pravoslavne, katolike, se rekel, mi se čisto vseh enak norca delamo. In nobenih razlik ne bo, ne, ker samo še versko nestrpnost je treba pripeljati. To se pravi, da to je izgovora, ne. Vedno se da dobiti kolegico ali pa kolega, ki hod k verug, in tisto, kar je pa seveda, kar je pa na nas starših, pa je, da ko je otrok v osnovni šoli, ja, mislim, vse se moraš sam tudi starš odločiti, do kdaj in koliko se boš z otrokom pogajal, ampak rečeš, koliko boš vsak dan v šolo, tako greš enkrat na teden k verug. In tukaj ni debate.
In tako se seveda, ko v šoli lahko dobi slabo oceno, jo lahko dobiš tudi pri veruku. Enkrat mi je hčerka jokala doma pri veruku dobila cveka. Ne. Prav žena to ni normalno, jo je prešala eno molitev, ta mala me govori, oči, jaz res tega nisem razumela, jaz sem rekel, ne razumela, pač nisi se naučila na pamet, soš pa zdaj, pa už dobila drugič 5. In pa prav žena, je to prav, da tako dela, jaz sem rekel, se ne, dobi izkušnjo, kako je dobi cvek. Je pa pač dobila pri veruku. Prej ali slej boš to izkušnjo dobil, ja, a ne, eni jo prej dobijo, eni jo pa zdaj pa ne. Tok da otrok hodi na hod k veruku ali pa hodi na hod k maši, je vselih to tudi odvisno od nas v tem smislu, da se moramo mi vprašati, koliko je to za nas pomembno. In če je to za nas pomembno, bo otrok delal določene stvari, ki jih tudi mi ne delamo. A ne? Sej, kar se maše tiče, je seveda najbolj normalna in prej ali slej nam bo otrok to učitev, če bomo mi njega pošiljali, sami pa namo hodili. Sej rasejo, ampak kar se pa veruka tiče, pa jasno, da mama pa ta nota šlaktabo k veruk in boš hodil, zato, ker sem jaz ko rekel. A ste ta argument, ker sem jaz ko rekel, mora sem pa kaj vedno tudi veljati. Pa tisto, kar sem mislim, da je sicer že, ja, točno, ja, kar sem rekel, že na začetku, a ne, da ne dresiramo pa ne otrok. Se pravi, z leti mora otrok seveda svojo voljo tudi uveljavati. Ampak tako sem tudi prej govoril o blaženosti. Zakaj bi to naredil čisto na lahek način? Recimo treningi. Otrok bi rad začel trenirati fuzbal, vi pa veste, da morate na mesec to pa to plačati. In kaj za eni starši rečejo? Samo da reče, ja, super, kar gremo, pele. Čez 2 tedna otrok reče, mene to ne zanima košarka, pele pa plača. Prvo, zapanja preko, veš kaj, ti imaš toliko pa toliko drugih stvari, pa tole lahko malo več doma, mam pomagaš, ali pa tle men, neč je hodil na fuzbal. Pa otrok spet pros, in če mu je nas potem stvar postane bolj pomembna, pa ne vas pros 2 tedna, potem pa rečete, pa ne bo. Trkajte in odprlo se vam bo. A ne? Ne pa kar za vsako malenkost, ki imate željo in z leti seveda, ker morate svojo voljo uveljaviti, morate tudi starši vedeti, dokdaj pa kot popuščati. Do določenih let je pa stvar čisto enostavna. Zato, ko sem jaz ko rekel, tako se bo pa nas delal. V tej hiši se bo delal tako. A ne? In konc. In vi postavite pravila tudi za doma in potem, če pač otroku ta pravila niso všeč, kakšen bi kdaj kršil, v srednji šoli ali pa na faksu bi šel v doma, zato ker rečete, mi dva te imava rada, ampak na tej hiši so taka pravila. Če res ne zdržiš, te mu dalo dijaški dom. Vse potem običajno zdržijo. Pač, veste, puberteta se začne lahko pri 12, lahko pri 16, še vselih pa kljub temu, da smo mi takrat v stiski, pa najhuj, če se pri otroku sploh ne začne. Če nam ni uspel vselih oblikovati ene samostojne osebnosti, ker tudi zna nam reči, sem pa ke ne. Toliko, vemo jaz. Zdaj, če imate kakšno vprašanje, še kaj v zvezi šolo, ali pa tudi če kakšen primer povedal.